Ena pomembnejših lekcij, ki se jih boste morali naučiti, da zagotovite svoji hrbtenici čim manjši stres, je, da razumete, kaj je to navor, kaj so v resnici sile na vašo hrbtenico. Pri tem morate dobro razumeti, da zunanje breme ni vedno enako težko. Veliko strokovnjakov vam bo namreč govorilo, da ne smete dvigniti več kot 5, 6, 10 kg. To ne drži čisto zares, kajti teža bremena, ki ga boste vi dvigovali in ki vsakodnevno dvigujete bremena, ni vedno enaka. Odvisna je od razdalje od bremena pa do vaše hrbtenice. Slab način pobiranja bremen iz tal je, da ste daleč stran od bremena. S tem je v bistvu breme težje. Pokazali vam bomo slabo izvedbo. Greva Jernej, torej slaba izvedba pobiranja. Torej vidite, kakšna je razdalja od bremena, pa tukaj le do ledvene hrbtenice. S tem je v bistvu breme težje, kot pa v resnici je. Da breme čim bolj zmanjšamo, torej da zmanjšamo stres na ledveno hrbtenico, se morate vedno pri dvigovanju, predvsem tudi težkih in tudi lahkih bremen, postaviti čim bližje bremenu, kolikor se le da. Torej, tudi če breme široko, razširimo malo noge in stopimo direktno v sredino bremena. Pokaži vas sedaj. Torej, stopite takole v sredino, da je breme direktno pod vami. In na ta način boste veliko lažje dvignili. In tudi teža bremena bo čisto nekaj drugega. Sedaj razumete, kaj je to navor in zakaj je to zelo pomembna lekcija, da spočijete vašo hrbtenico. Uporabljajte to lekcijo in to, kar ste se sedaj naučili, vsakodnevno. Veliko ljudi zmotno misli, da se poškodujemo samo pri dvigovanju velikih bremen. Nasprotno, mnogo poškodb v hrbtenici izvira zaradi pobiranja lahkih bremen. Zakaj? Zato, ker pri pobiranju lahkih bremen je telo pogosto preslabo aktivirano, kar pomeni, da se ne zanašamo na moč in vzdržljivost naših mišic, pač pa se sile prenašajo na pasivna tkiva, kot so vaši diski. Eden pogostih mehanizmov poškodbe je ravno to, kadar se sklanjate in pobirate lahka bremena in je hrbtenica zelo slabo aktivirana. Bomo pokazali s primerom. Torej, kadar greste dol in imate neaktivne hrbtne mišice, takrat je stres bremena, četudi je to breme lahko v resnici, je stres veliko večji, saj se stres prenaša na vaše diske v vaši hrbtenici. In takrat je verjetnost poškodbe diskov veliko večja, kot pa če stres bremena prenesete na aktivacijo vaših mišic, ki obdržijo hrbtenico v optimalnem položaju in tako ne povzročate stresa na vaše diske. Torej, zapomnite si, da lahka bremena, če jih ponavljate skozi celo življenje na napačen način, tudi pripeljejo do poškodbe. In smo že pri prvem testu. Pri prvem testu, ki ga bomo sedaj izvedli, se morate zapomniti, da je cilj testiranja, da izzovete bolečino. Torej, da poiščete tisti položaj, ki vam bolj povzroča bolečino. Ne se ustrašite. Ko začutite, da je bolečina večja, si zgolj zapišite, kateri položaj je to bil, da ga boste bolje razumeli. Začeli bomo s prvim položajem pri tem testu, kjer bomo dodajali kompresijsko silo v različnih položajih hrbtenice. Za izvedbo tega testa potrebujete zgolj stol ali nekaj, na katerem lahko sedite in hkrati vlečete sedišče proti sebi gor. Z Jernejem bova sedaj začela. Prvi del testa se izvede tako, da se primete za sedišče stola in se postavimo najprej v položaj upogiba hrbtenice. To pomeni, da rahlo upognete hrbtenico, tako, in sedaj za dobrih 5 do 10 sekund močno stiskajte sedišče gor proti sebi.
Tako, super, super, super. Še malo drživa. In popustite. Dobro spremljajte, bodite čuječi do sebe, dobro spremljajte nivo bolečine, se je povečal ali zmanjšal. Sedaj bova to ponovila v istem položaju, torej v upogibu hrbtenice, s tem, da bova spremenila položaj glave in s tem spremenila položaj in gibanje hrbteničnega kanala in živcev v hrbtenici. Tako da greva še enkrat, 5 sekund, Jernej kar močnost gor, greva sedaj z glavo naprej in z glavo nazaj. Zadržiš še malo in še enkrat z glavo naprej in popustiva. Če je bila kakšna sprememba v tvojem počutju, ali v vašem počutju, si to zapišite. Torej, kateri je bil položaj glave in hrbtenice v spodnjem delu, da se je bolečina spremenila. Greva sedaj v nevtralni položaj. Nevtralni položaj je tisti položaj, kjer so sile najbolj optimalno razdeljene po hrbtenici. To pomeni, da je to položaj, kjer zagotovimo rahlo lordozo v ledvenem delu, torej nežno krivino v ledvenem delu in nasprotno krivino v prsnem delu. Ko se postavimo v nevtralni položaj, zopet stisnemo, povlečemo stol proti sebi gor in s tem ustvarimo kompresijske sile. Pri tem testu pogledamo, ali imamo kakšne težave z vretenci in pa z ploščami v vretencih. Kar držimo nekaj sekund, popustimo, tako, se malo spočijemo in se pripravimo na drugi del tega, ko bomo še gibali glavo zraven. Torej, greva kar stisnemo gor, greva sedaj še tako kot prej, glava naprej in glava nazaj. Izvedbo tega testa vam ni potrebno delati s partnerjem. Če boste dobro razumeli knjigo in pogledali te posnetke, boste lahko to naredili sami. Okay? Zopet si zapišete svoje občutke bolečine na lestvici od 1 do 10, da dobro spremljate potek, kako se bolečina odziva na različne položaje. Gremo sedaj še v zadnji del testa, torej v iztek. Tukaj morate povečati ledveno lordozo, tako. In sedaj bomo pogledali, kako se bolečina odzove pri tem testu, kar greva stisnemo gor, super, drživa nekaj časa in popustiva, malo spočijete. Sedaj bomo šli pa še na drugi del tega položaja in sicer spremembo položaja glave, kar dobro stiskava in greva še glava naprej. In glava nazaj. Ok, dovolj. Super, ne pozabite, dobro si pišite in zabeležite različne občutke pri različnih položajih. In smo že pri drugem testu. Drugi test je eden najpomembnejših, zato ker pri tem testu pogledate in preverimo, ali imate način stabilizacije hrbtenice, s katerim se lahko obvarujete pred pojavom bolečin. Test se imenuje spust na peto. S tem testom, ko se spustimo na peto, povzročimo vibracijske sile in kompresijske sile skozi hrbtenico in na ta način lahko izzovemo bolečino, vkolikor je hrbtenica že rahlo poškodovana. Poskusili bomo tudi drug način testa, s katerim bomo učvrstili trup in če se bo bolečina zmanjšala, imate že en del pomembnega odgovora, kako se lahko pred bolečino izognete. Torej, greva najprej tako, da bodimo sproščeni v trupu, prvi del testa, torej smo sproščeni v trupu, kar se da, tudi v ramenih smo sproščeni, probamo se čisto tako sproščeno stati in v tem položaju gremo kolikor se da gor na prste
in se sproščeno, brez strahu, spustimo dol. Tako. Probamo še dvakrat. Tako, še enkrat. Tako. Sami boste videli, koliko lahko dodajate prostega padca. Poskušajte ne zaustavljati padca dol. Torej, mora priti do vibracij. Te delamo lahko s čevlji ali pa bosi. Če ne izzovete bolečine v čevljih, jih sezujte in testo pravite bosi. Okay? Sedaj pa si zapišite, spet zabeležite, kakšen je občutek pri tem spustu dol, ko začutite vibracije skozi hrbtenico in to primerjate z manevrom, ki ga bomo sedaj uporabili za zaščito hrbtenice. In sicer bomo aktivirali praktično vse mišice v trupu, vendar ne pretiravajte s stiskanjem. Ni cilj neznosno, kolikor se da močno stiskati. Ne, cilj je dobra aktivacija vseh mišic, ki jih imamo v trupu, kajti vse so pomembne za zagotavljanje optimalne stabilizacije. Pomeni, da bomo rahlo stisnili roke k sebi, s tem bomo aktivirali mišico latissimus in pa prsne mišice. Poleg tega si lahko še prste takole porinete in iz strani v trebušno steno in v prednji del trebušne stene. In preverite, ali je čvrsta. Torej, morate narediti tak nežen oklep okoli hrbtenice. Tako. V tem trenutku, ko se takole čvrstite, spet se dvignete gor na prste in gremo se spustiti dol. Gremo še nekaj z večjo silo dol. Tako. Super, da se začuti tresla in tudi v tleh. Tako. Se počutiš bolj sigurnega kot prej, čutiš manj vibracij skozi hrbtenico. Ne? Tako. Vkolikor vam ta manever učvrščanja, torej, da se s prsti dotaknete in močno pritisnete noter v trebušno steno spredaj, iz strani, zadaj potipajte mišice in pa da učvrstite prsne in pa tele stranske mišice in se v tem položaju vržete dol. Vkolikor vam ta manever bolečine občutno zmanjša ali celo odpravi, ste že prišli deloma do odgovora, torej kako se bolečin izogibati. Uporabljajte torej ta manever tudi pri vseh drugih opravilih. Dvigovanje, sklanjanje, hoja. In naučite se prilagajati intenzivnost učvrščanja. Ne potrebujete izredno močne intenzivnosti učvrščanja, potrebujete pa aktivacijo in pomoč vseh mišic, ki jih imate v trupu za stabilizacijo in obvarovanje vaše hrbtenice. Tako boste umirili bolečine in omogočili hrbtenici, da se odpočije in rehabilitira. In smo že pri naslednjem testiranju. Pri tem testu bomo preverili dve stvari, in sicer v katerem položaju se vam pojavljajo bolečine in hkrati v katerem položaju vam bolečine zmanjšamo. Vedno deluje to tako, da ko vidite, da vam en položaj bolečino povzroča, tudi veste, če vam morda nasproten položaj tega bolečino zmanjša. Torej, pri tem testu bomo spreminjali položaj glave in pa položaj krivine v hrbtenici v smeri iz tega nazaj in tako videli, ali se vam bolečina na ta način zmanjša ali poveča. Tisti, ki boste ugotovili, da se vam bolečina z povečevanjem krivulje v hrbtenici zmanjša, lahko uporabite ta položaj kot enega od položajev za zmanjšanje bolečine, ko se vam bolečina tekom dneva pojavi. Torej, da ga uporabljate kot položaj za zmanjšanje bolečine. Tisti, ki boste pa ugotovili, da vam višanje krivulje v hrbtenici bolečine še poveča, boste pa vedeli, katerim položajem se morate izogibati. Torej, kar gremo. Začnemo tako, da se uležete na tla, na trebuh in preprosto ležite. Čisto sproščeno ležite na trebuhu. Ležite tako 2 minuti in si zopet zabeležite svoje občutke. Ali se je bolečina zmanjšala ali povečala. Ali se počutite manj prijetno ali bolj prijetno.
Zopet od lestvice 1 proti 10. Potem pa, ko mineta dobri 2 do 3 minuti, si glavo oziroma brado podložimo najprej z eno pestjo. Torej greva Jernej kar ena pest, sklenaš tako in zopet sproščeno, teža glave naj bo sproščeno na pestih. Zopet tako ležimo sproščeno, dobri 2 do 3 minuti in preverimo, če gre bolečine v boljšo smer ali pa se morda slabšajo. Vkolikor že tukaj vidite, da se vam bolečine slabšajo, ne nadaljujte naprej s testom, sploh če so bolečine že tako zelo velike. Torej ni potrebno nadaljevati, ker ste že prišli do odgovora, da se vam položaj, kot je pretiran iztek nazaj, za vas ni primeren. Vkolikor vidite, da vam je bolečina pojenjala, lahko nadaljujete s testom in obenem tudi veste, da so teli položaji za vas primerni. Ko mineta 2 do 3 minuti, podložimo pod brado še eno pest. Torej gremo še ena pest. Super. In zopet sproščeno ležimo v tem položaju 2 do 3 minuti. In si zabeležimo, ali gre bolje ali na slabše. Za izvedbo naslednjega testa boste potrebovali asistenco partnerja. Torej najdite si nekoga, ki vam lahko pomaga zraven. Naj bo nasvet, torej naj bo ta partner zelo odločen pri premikanju vašega telesa. Torej ne se bati, bodite bolj močni. Pri tem testu bomo preverili, ali vam iztegi hrbtenice nazaj in rotacija v hrbtenici povzročajo bolečine. Hkrati bomo tudi pogledali, ali lahko z večjo aktivnostjo mišic v trupu preprečite te bolečine. Torej najprej se postavite, tako kot je sedaj Jernej, normalen stoječ položaj in partner vas prime zadaj, takole za lopatice in za ramena in greste skupaj lahko nazaj v iztek v hrbtenici in hkrati se vas mora zasukati v hrbtenici, ne preveč boke premikati, torej boki ostanejo stabilni, torej zasuk mora biti narejen v hrbtenici v eno smer. Tukaj in potem v eno smer, v nasprotno smer, tako in nazaj, tako. Ponovite to lahko večkrat in zadržite nekaj več sekund. Zabeležite si občutke, ali je bilo prijetno, neprijetno in kakšne so bile bolečine na lestvici od 1 do 10. Potem pa, če se vam bolečina pojavi recimo na desni strani, na desni nogi, dvignemo levo nogo v zrak, dvignemo, tako, bravo, in zadrživa, ja, in probamo v tem položaju spet s pomočjo partnerja, nazaj v stek in v rotacijo in nazaj in zopet nazaj v stek in v rotacijo. Tako in dol. Ja. In enako ponovimo z drugo nogo, torej dvigneva nogo in zopet nazaj v stek, v rotacijo in gor. In spustiva nogo. Kaj smo naredili s tem, ko smo dvigali eno nogo? Prisilili smo trup in medenico, mišice trupa in medenice v aktivacijo. Kajti, vkolikor se ob dvignjeni nogi mišice ne bi aktivirale, bi trup padel dol. Medenica bi padla dol. Na ta način smo aktivirali mišice v trupu in če ste zabeležili razliko v vašem počutju med izvedbo z dvignjenimi nogami, z dvignjeno nogo in pa prejšnjo izvedbo na obeh nogah, potem imate zopet en mozaik, kamenček v mozaiku, bližje k svojemu odgovoru, kako se bolečine rešiti. Pri naslednjem testu bomo pa preverjali zopet, kaj pomeni breme blizu in breme daljno stran. V roki Jernej drži 3 kg tež in sedaj bomo preverili, kako to vpliva na aktivacijo mišic v ledveni hrbtenici.
Torej, tudi tukaj vam lahko partner pomaga tako, da vas prime tukaj lezale na ledveni hrbtenici, naj prime za bolj mišičasti mesnati del ob hrbtenici. Takole, z dvema prstoma, takole zraven in začutite v sproščenem položaju, kako so te mišice, kar se da sproščene. Sedaj bomo pa z utežjo šli na prsa, tako, in že tukaj se mišice rahlo utrdijo. Ko pa utež pred sabo iztegnemo z rokami, začutimo, kako začnejo mišice aktivirati in delovati. Ja, pa gremo nazaj, tako. Ta vaja, oziroma ta test nam služi za razumevanje prvič dolžine bremena, ki je stran od središča telesa, in drugič, tudi če se pojavi pri tem testu bolečina, je to dober znak, da je vzrok vaših bolečin v hrbtenici v tako imenovanih strižnih silah. To pomeni, to so sile, ki silijo vašo hrbtenico v upogib naprej. To pomeni, da se je potrebno izogibati vsem takšnim silam, ki dodatno obremenjujejo vaše zadnje hrbtenične mišice. Z vajami, ki jih boste spoznali kasneje, boste videli, kako na bolj prijazen način trenirati in narediti te mišice bolj vzdržljive. In že smo pri naslednjem testu. Tukaj boste sami preverili, brez pomoči partnerja, kako izgleda, kadar so vaše hrbtne mišice stalno aktivirane in s tem preobremenjene, in kako izgleda, kadar te mišice sprostite. Postavite se v položaj, tako kot vam naravno stanje in stoja najbolj ustreza, in v tem položaju pojdite sa svojo roko, takole zadaj, in s prstoma, dvema prsta, tako, dva prsta, postavite tukaj na mišičasti del ob hrbtenici, takole z dvema prstoma, mišičasti del na ledveni hrbtenici. Dobro se potipajte in preverite razliko, kakšna je razlika, če greste z glavo bolj naprej, greva z brado ne dol, ampak bolj naprej. To je. Čutiš, kako se je aktiviralo? Ja. Torej, vidite, kako že takšna malenkost, kot je postavitev lobanje, postavitev glave v stoji, lahko vpliva na obremenitev vaših hrbtnih mišic. Pomislite sedaj, če cele dneve imate svoje težišče telesa nagnjeno preveč naprej. Torej, kadar je težišče telesa zaradi glave ali postavitve zgornjega dela trupa ali pa zaradi postavitve rok, kadar imate roke takole pred sabo, kako so takrat veliko bolj obremenjene hrbtne mišice. Če so takrat in zaradi slabe postavitve težišča vašega telesa hrbtne mišice preobremenjene, pomeni, da imate veliko manj možnosti za kakovostno vadbo in za počitek hrbtenice. Kar pomeni, da se lahko eden od vzrokov za vaše bolečine skriva ravno pri preveliki obremenjenosti vaših hrbtnih mišic. Zatorej, najdite in imejte se pod kontrolo, najdite položaj in imejte se pod kontrolo, da v tem položaju, ko so hrbtne mišice čim bolj razbremenjene, kar dobiva sproščeno zadaj, tako, torej, ko so hrbtne mišice čim bolj razbremenjene, ostanete v tem položaju čim dlje časa. Tudi, kadar se pogovarjate, stojite ali pravite karkoli. Torej, težišče premaknite malo nazaj, imejte tudi glavo malce nazaj, če ste po naravi takšni, da imate glavo preveč naprej. To je ena od pomembnejših lekcij. Druga pomembna lekcija tukajle bo gibanje medenice. Torej, pogledamo, kako bo gibanje medenice, torej naprej in nazaj, zasuk medenice bomo delali, kako to gibanje vpliva na vašo bolečino. Ko bomo šli v en položaj, bo šla zdaj tako, da medenico potisneš naprej. Ja. Ostanimo v tem položaju, torej sedaj smo zmanjšali ledveno krivino, medenico smo zasukali naprej, gremo še enkrat pokazati, kako sta to naredila, stisk trebušnih mišic in medenico potisnemo naprej. Ostanite v tem položaju nekaj časa, lahko dodate celo kakšno utež v roke in spremljate bolečino. Če se bolečina poveča tukaj v tem položaju, še posebej, če večkrat ponovite, gremo še posebej, če večkrat takole ponavljate, če vam tu bolečino povzroča, pomeni, da se morate izogibati tem krivuljam
upogiba v ledvini hrbtenici. Potem imamo nasproten položaj, je pa nazaj. Tako gremo z medenico nazaj, povečamo ledvino krivino tako. In naprej. Nazaj in naprej. Nazaj in naprej. Probava ne preveč upogibati kolena, kar treba. Naprej, nazaj. To je gibanje medenice. Tako. Pojdite v oba ekstrema, torej in naprej in močno nazaj, z medenico in si zopet zabeležite vaše počutje. Med tema dvema ekstremoma, torej med medenico močno zavrteno naprej in medenico močno zavrteno nazaj, boste našli svoj idealen položaj, ki mu pravimo sladka točka. Točka, kjer ste lahko več časa v sede, v stoje in je hrbtenica najbolj razbremenjena. Dobro si zapomnite te lekcije in pojdite še enkrat čez. Ok, in smo že pri naslednji vaji. Cilj te vaje je, da se naučimo uporabljati trebušno oziroma abdominalno oporo. Mnogo strokovnjakov vas bo na različne načine učilo, kako uporabljati trebušne mišice. Stiskati to, stiskati ono. Vendar za najbolj funkcionalno in dobro oporo in za zdravo gibanje in oporo v hrbtenici je potrebno znati aktivirati vse mišice v trupu na način, da hrbtenici ne delate škode. Torej, izogibajte se, da skušate izolirati zgolj določeno mišico. Poskušajte normalno aktivirati vse mišice, ki jih bomo sedaj pokazali, ki so pomembne za stabilizacijo vaše hrbtenice. Da začnemo, se najprej z prsti, z dvema prstoma, primite takole v prednji del trebušne stene in pa v stranski del trebušne stene. Tako. Bodite sproščeni in gremo pritisniti prste noter, tako, kot v puding. Pritisnemo noter in kako učvrstimo trup, zelo preprosto, potisnemo prste ven. Ja, zakaj smo sedaj prste potisnili ven? Ker so se mišice aktivirale. In s tem, ko so se aktivirale, so se poravnale in smo prste na ta način potisnili ven. Torej, sedaj so mišice bolj čvrste. Tako. Dajte se še pri stabilizaciji takole potipati zadaj, torej na te mišice, ki smo jih že prej, na prejšnjem testiranju testirali, naj bodo tudi te rahlo učvrščene. Torej, uporabite ta manever, to gre v bistvu za aktivacijo celotnega dela, sprednjega, stranskega in zadnjega dela okoli hrbtenice. S tem manevrom boste dobro učvrstili svojo hrbtenico pri vseh dvigih in ostalih opravilih. Na splošno je ta način aktivacije trebušnih mišic najbolj naraven in normalen način aktiviranja trebušnih mišic. Zakaj? Na splošno je tako, da tudi med samo stojo te mišice vedno imamo aktivirane. Vedno imamo aktivirane praktično vse mišice v našem trupu. Problem se pojavi zgolj takrat, kadar te mišice niso primerno uravnane med seboj. Torej, kadar en del mišic je preveč aktiven napram drugem delu mišic. Vendar pa se zapomnite, da normalne stoje, pokončne hoje, pokončne drže ne bi mogli imeti, vkolikor teh mišic ne bi imeli aktiviranih. Torej, ni vaš problem v tem, da ne znate aktivirati določenih mišic. Problem je v tem, da ne aktivirate s primerno jakostjo ob primernih bremenih. Torej, pri težjih bremenih, da aktivirate bolj in pri lažjih bremenih, da aktivirate tudi vse mišice, vendar z ravno prav veliko jakostjo. Da dodamo temu manevru učvrščanja še mišice zgornjega dela trupa, se obrnemo takole z hrbtom proti kameri. Tako. Zelo pomemben stabilizator trupa je prav tako mišica latissimus, ki poteka vse tukaj od roke preko zgornjega dela hrbta ob strani, vse dol do medenice. Ta mišica, dve mišici, sta zelo pomembni, zato ker imata zelo dolgo ročico in sta praktično eni od ključnih mišic za stabilizacijo vaše hrbtenice. Prav tako pomembna za stabilizacijo vaše hrbtenice, gremo se zavrteti še takole proti kameri, je prsna mišica.
Skupaj z aktivacijo teh spodnjih mišic ustvarite kompresijo na hrbtenico in s tem je vaša hrbtenica obremenjena z vseh strani enako. Predstavljajte si radijski stolp, okoli katerega so nameščene žice. Vkolikor ena žica deluje preveč močno, se lahko ta stolp poškoduje, sploh če je vreme slabo in je veliko vetra. Da stolp čim bolj zaščitimo, je potrebno vse žice uravnati s primerno jakostjo. Zelo podobno deluje tudi mišice okoli hrbtenice. Zato bomo sedaj naredili še nekaj, čemur Stuart McGill pravi super čvrstost, in sicer gre za manever, kjer poleg trebušnih in stranskih trebušnih mišic v ledenem delu uporabimo še stisk mišic latissimus in prsnih mišic. Na ta način, ko to čvrstimo, lahko varno dvigujemo in gremo v vse položaje, v katerih potrebujemo biti, da uspešno opravimo določene naloge, ki jih imamo tekom dneva. Torej, dobro potrenirajte in uporabite te manevre učvrščanja, ki smo si jih danes naučili, tudi pri vseh vsakodnevnih nalogah.